Dobrodošli v pogovorni oddaji Sled življenja v življenju, kjer predstavljamo izjemne zgodbe, ki osvetljujejo vrednost in lepoto vsakega človeškega življenja. Morda se boste v nekaterih zgodbah tudi sami prepoznali. Če bi želeli vašo zgodbo podeliti z nami, nam pišite na info@zavod-zivim.si. Neža in Peter Knific, avtorja bloga Z roko v roki, dobrodošla v našem pogovornem kotičku. Živjo. Živjo. Jaz bi začela najprej z vprašanjem, kot se glasi tudi na vajinem blogu Z roko v roki, kjer sta kot sama zapisala: lahko najdemo vajine zapise o naravi, dogodivščinah, rastlinah, o vzgoji in o vama. Torej zelo raznolike teme. Torej, tam na vajinem blogu se skriva vprašanje, kdo sva, in zato vaju najprej vprašam, kdo sta? Midva sva Neža in Peter. Baje. Zdaj sva poročena 1 leto, majčkeno več. Ja. Ukvarjava se z zelo različnimi stvarmi, od skavtov, Gasilcev. poje narave, zelo rada preživljava čas v naravi. Ampak na različne načine. Neža je bolj za gozd, jaz sem pa bolj za podvodni svet. Predvsem morski. Ja, Wow. tako da, A se potapljaš? Ja, Wow, ampak na dah samo. S harpunom. wow. ja, tako da zelo rada tudi, jaz sem sicer zelo rada na morju, ne pa zelo pod vodo kot Peter. Rada malo bolj raziskujem tudi tam gozdove, mi je to veliko bližje. Jaz pa od gozdov imam najrajše razno nabiralništvo, od gob, kostanjev, zelišč, no ja, ne samo gozdov. Ja. Oba se zelo rada ukvarjava z nabiralništvom, tako da zdajle jesen je lih tak čas, ko bova veliko časa preživela v gozdu z nabiranjem raznih gob, kostanja. Zelišča so bila bolj spomladi in pa poleti, tako da zdaj pa še ti jesenski plodovi. Torej, zdaj, če bomo rabili lokacijo za kostanj, se lahko obrnemo na vaju. Ali je to skrivna lokacija? Bo treba podpisati kakšno izjavo o molčečnosti. Super. Ja, tako da tudi z mladimi se zelo veliko ukvarjava. Vodila sva razne oratorije, tudi druge aktivnosti za otroke. Smo pri Društvu prijateljev otrok Mavrica, Ja. tedne na morju poletnih počitnic. Tako da to nam je Pri zelo gasilcih. Ja, pri gasilcih se tudi vodila. Skavtih. Skavtih, ja, povsod so v bistvu obkrožena z mladimi. In torej vse te stvari, vse te tematike zdaj dajete v svoj blog. Delite Ja. svoje izkušnje, svoje znanje. Zdaj smo počasi malo kaj opuščala, kaj na novo začenjava, ampak ja. Tako da v bistvu izkušnje od preteklosti pa sedanje dogodivščine. Lokacije za kostanj pa ne najdete na vajinem blogu, ne? So fotografije z lokacij Ja. za kostanj, ampak mislim, da ne bojo uporabne. Žal. Pa me zanima, če gremo malo na to tematiko, zaradi katere sta danes prišla sem v naš studio. Kako sta gledala na svet še pred poroko, torej kar se tiče vrednot, recimo spoštovanja življenja, zakonskega življenja, ljubezni, preden sta prišla do te preizkušnje, o kateri bomo danes govorili? Ja, jaz recimo, mene je najbolj oblikoval po moje srednja šola, pa potem mladinski verouk. Srednja šola je bila škofijska, kjer smo že itak v okviru samih vsebin imeli ogromno tudi takih tem, malo za razmislek. Čeprav največ po moje je pa dal 4. letnik, kjer smo imeli dr. Romana Globokarja in kar nekaj dotikov bioetičnih debat in tega področja. Pri mladinskem verouku smo pa itak v župniji v Sori že ves čas imeli razne teme, no že pri navadnem verouku smo v bistvu v tam 7., 8., 9. razred marsikdaj se dotikali kar zelo realnih dogodkov ali pa ne vem, nekih izkušenj, člankov in potem debatirali o njih, vključno s tem, in iz tega so te najne vrednote, vsaj moje, se kar dobro zakoreninile, pač do ne vem, recimo, če konkretno za splav, je moje mnenje bil že precej pred poroko, da splav mi je nesprejemljiva izbira. Edina taka izjema bi bila, da je ogroženo življenje mame. Medtem ko v drugih primerih pa pač
sem imel vedno veselje dela tudi, ne vem, z otroki in na vseh možnih, tudi če je imel, ne vem, nekdo neko že ne vem kakšno odločbo, kaj, nikoli me ni to ustrašilo, tudi ker sem prišel v stik in mi zato tudi ni bilo, ne vem, neke take dileme, da bi lahko rekel, ja, zdaj si pa jaz, če se pa meni to zgodi, ne, tega se pa ne bomo šli, a ne. Pač in se mi je zdaj že odprej sicer rahlo upal na nerealno, da se bi mi zgodilo kaj takega, ampak sem bil pa prepričan, da nimam pač nobenega namena iti v smer splava, recimo, oziroma tudi, če bi slučajno bila žena bolj naklonjena, da bi pač jo probal prepričati. Na srečo nisem imel teh težav. No in res se v Sloveniji odloča žena. Kako pa žena gleda na to? Ja, mene tudi, jaz sem sicer, sva iz iste župnije, župnije Sora, ampak sem jaz obiskovala župnijo Preska, ker je bila tam šola zraven in sem normalno hodila. Veliko bližje. Ja, veliko bližje. Sem hodila tja in tudi mene je v bistvu zelo oblikoval že sam verouk, sploh v 9. razredu pred birmo smo se zelo veliko o tem pogovarjali. Tudi imeli smo eno tako dobro katehistinjo, ki je imela veliko družino in nam je vedno govorila, če se slučajno zgodi, da bi katera nenamerno zanosila. Pri nas v družini imamo že toliko otrok, bomo pa še enega sprejela, ne? In nam je že tam v bistvu s tem dala en tak velik zgled, da pač ni splav edina rešitev. Potem pa tudi v bistvu pri mladinskem verouku smo se veliko o tem pogovarjali. Sicer moje mnenje glede pač recimo otrok s posebnimi potrebami je bilo, saj to se dogaja, ampak ne vem, meni se pa to tako malo, pač to se mi ne more zgoditi, si rečeš, ne. In tudi v bistvu na začetku sem bila zelo tako, gospod, jaz ne bi mogla tega zdržati, če se meni to zgodi. In potem s časom je bilo to tako, ja, mogoče bi lahko z Downovim sindromom, ampak kaj hujšega pa ne. No, potem se je pa gospod malo drugače odločil glede tega. Tako da ja, pač meni tudi v bistvu videla, so se potem že v bistvu kmalu, ko sva začela skupno hojo, sva se zelo veliko o tem pogovarjala in se nama v bistvu splav ni zdel nikakršna rešitev. Ste že oba omenila, da je bila to ena opcija, ki je noben od vaju ni pričakoval, ker itak to se dogaja ponovadi drugim, a ne, tudi itak zelo malo tega in tako naprej. Torej, kakšna so bila vajina pričakovanja glede poroke, otrok in tako? Kako ste si predstavljala? Ja, v bistvu oba sva se želela dosti zgodaj poročiti, sicer ne že to bolj uspel ka meni, ker se nekaj let razlike med nama. Pa oba sva si želela tudi kar tako, dosti veliko družino. In tudi kmalu po poroki sva si v bistvu želela, da bi se najina družinca povečala za kakšnega člana. Ja, tako da v bistvu midva sta se poročila potem še med prvim valom korone. 2 dni pred koncem. Ja, ker se nam je v resnici zdelo, da poroka, ja, je en tak družinski praznik, ampak nam je bilo bolj pomembno to, da midva skleneva to zvezo pred Bogom. Kot zakrament in ne kot žurka. Ja, tako da v bistvu vse sva prenašala potem prek spleta za druge sorodnike in tako, ker sva res imela zelo malo ljudi, ki sva jih lahko povabila, torej res najožjo družino, ampak se nisva ozirala preveč na to, samo pač to, da sva imela možnost skleniti zakonsko zvezo. Ja. V bistvu takrat je bilo celo v tem že možnost, da bi se probala poročiti na vsak način, tudi če bi lahko bila samo s pričami prisotna, brez kogarkoli drugega, ampak da bi pač probala tisti datum ohraniti. Na prvem mestu pač zakrament, kar nam je veliko več pomenilo, kot pa ne vem, ohcet in vse, kar zraven pašče, kljub temu, da tisto, kar sva pol imela, vse skupaj je bilo malo drugače, kakor v bistvu bi si pričakovala v nekoronskih razmerah, ker midva sem načrtovala za nekoronske razmere najprej. Pa sva pač prilagajala, ampak na srečo sva črtala tisto, kar noben od naj ni tako hude potrebe čutil potem oziroma željeno. Je pa tako, pač človek obrača, Bog pa obrne. Ja.
In tako kot sta rekla, ne, želela sta otroka čim prej in v resnici v nekaj mesecih se je ta želja uresničila po poroki. Ja, in z njo je prišla tudi posebna preizkušnja s to nosečnostjo. Na blogu ste zapisala en daljši zapisek, ki ima naslov Se je moralo to zgoditi prav nama. Kaj se je zgodilo? Bi lahko malo podelila to zgodbo? Jaz bi najprej stopila en korak nazaj, na nekaj mesecev prej, ko sem imela neko rahlo podobno izkušnjo, samo da otrok ni bil najin, ampak je bil po svoje posvojen. Neža je na enem sprehodu našla enega mladička mucka. Čist, to je bil staro, je bilo par dni, ko je našla zapuščeno. In midva par dni sva imela možnost za tega mucka skrbeti, žal samo par dni, ampak skrbeti 24 ur na dan, tako kot pač dojenček potrebuje. Ja, in kljub temu, da so nam vsi rekli, oj, ta mucek ne bo preživel, ker je tako majhen, ker bi res rabo mamo, sem midva še vedno vztrajala in rekla, pač dajva se potruditi za njega, ne. Tako da sem mu dala možnost. Sem mu dala možnost pa ljubezen, nažalost se je pa uresničilo do njih, ki so rekli, da ne bo preživel, ne, ker je imel toliko tekočine v pljučih in vsega, da ga v bistvu ni bilo mogoče rešiti, niti z medicinsko opremo in vse. Tako da v bistvu koliko 3 dni je bil, 3-4 dni je bil v bistvu prva priprava konc po svoje na najino izkušnjo. Ja, pa je v bistvu nosečnost in pač to, da zanosiš in da sploh rodiš otroka, ni tako samoumevno, kakor se mogoče zdi. Eni mislijo, ja, probaš pa rata, ne. Ampak tudi v resnici sem midva ene pol leta čakala na to, Da je ratal in tudi potem v bistvu mene je bilo zelo strah, da bi zdaj imela spontan splav, res sem tako ves čas molila, joj, da bi bil otrok zdrav, ves čas me nekaj matra, joj, kaj če zdaj narobe, kaj če... Sploh nisem našla tega miru, da zdaj pa se lahko sprostim pa uživam v nosečnosti. Si že od začetka nekaj slutila? Že od začetka sem nekaj slutila, da nekaj ni čisto v redu. In ves čas sem imela eno tako stisko, joj, ampak nisem vedela, kaj je to. Pač na vseh pregledih, kar sva bila, je bilo vse v redu. Sicer nisva šla na nuhalno svetlino, ker sva rekla, to je samo še en pregled, pač midva bova otroka sprejela takega, kot je, ne. In tudi na vseh rednih pregledih ni bilo nič posebnega videti. Jaz sem bila sicer za vsak pregled pripravljena, da bojo rekli, zdaj pa srček ne dela več. Ne vem, vsakič sem bila tako, da zdaj bojo pa to rekli, ampak je bilo vse v redu. In potem v bistvu na morfologiji, torej na sredini nosečnosti v 20. tednu, sem jaz imela normalno dela pregled, majčkeno dlje časa se je ustavila sicer pri srčku, zaradi tega, ker imam jaz tudi eno dedno srčno napako, ampak nič tako posebenega. In potem v bistvu po pregledu se midve z ginekologinjo tam usedeva in ona začne naštevati. Cista na možganih, potem rokice deformirane, zaostanek v rasti, nizka ušesa, luknjica na srčku, ne vem, ogromno enih stvari naštela in mislim, takrat sem pa jaz v bistvu, ne vem, sem bila pred morfologijo že malo bolj sproščena glede tega, tako, če do zdaj ni bilo nič, pa izgleda v redu, tako da me v resnici po eni strani kar majhen zadel. Po eni strani nisem pričakovala in saj sem tako, sem pa še spraševala, kako zdaj to poteka naprej, kakšne preiskave, kaj to pomeni. Ampak pa v bistvu, ko sem prišla ven iz zdravstvenega doma, ko mi je prišla še do avta in tudi v bistvu najprej zaradi joka res nisem mogla niti Petru povedati, kaj se dogaja, ja. Tako da... Jaz na drugi strani recimo sem bil pa že odprej zelo miren, v smislu, v vseh molitvah sem bolj za Božjo voljo, da se zgodi molil, ker sem bil pač popolnoma miren, da bo vse v redu, ne glede na to, kar bo. Že od začetka in tudi potem konec koncev. Ne vem, nisem imel nekih tako
takih skrbi v povezavi, ker pač vedel sem, da bo naredila vse, kar lahko naredila, kar je v najni moči. Ostalo sem pa pač rekel, ok, bomo prepustili Gospodu, ker nima smisla, da se sekirava še bolj kot je, ampak da pač čim lepše preživimo to. In tudi po morfologiji v bistvu, oziroma par dni kasneje, ko so, takrat je bilo v, ne vem, 2 tednih 5-6 pregledov, se mi zdi, da. Ja. Tako da sva imela zelo kar tempirano in vsakič je bilo en pregled, slabe novice, naslednji dobre novice, pa spet slabe novice, dobre, slabe in je bilo zelo tako turbulentno. In v tistem času sva tudi zvedela v bistvu, da je zelo majhna verjetnost, da bo preživel. Je bil sum na 2 trisomiji v bistvu. Na trisomijo 18 pa na TAR sindrom. Sicer ni bilo nič dokazanega, ampak v vsakem primeru bilo pa tako, da so odkrili, da se mu ogromno vode nabira po telesu. Pljuča so bila praktično zalita in potem tudi že v bistvu pod kožo se je voda nabirala. Tako da takrat zadnja diagnoza, ki je bila taka, da sicer srčno napako bi se dalo popraviti. Tudi pač kar je teh imel deformacij na rokah, ne bilo nobene neke večje krize, ampak je pa zelo majhna verjetnost, da bo preživel kakšen dan, 2 teden, pač v bistvu karkoli bo preživel. Zaradi te vode, zaradi vode bo praktično čudež, ne. No, da naj še omenim to, da v bistvu to se je dogajalo, jaz sem imela morfologijo na 1. aprila, to je bil Veliki četrtek in v bistvu se je to dogajalo čez veliko noč. Pa prvi teden po veliki noči. Prvi teden po veliki noči. Tako da no, potem so v bistvu midva prosila za molitev in v župniji in vse prijatelje, ki so jih imela, so prosila, so povedala in se v resnici ta molitvena veriga toliko razširila. Razširila po velikem delu Evrope, ne samo Slovenije, bomo tako rekli. Tako da v resnici na koncu niti niso več vedela točno, kam je šla. Ja, ne veva, kam vse je šla ta molitvena veriga. Veva za Nemčijo, Italijo, Hrvaško, Češka, Poljska. Ja. Zato, ker je en povedal drugmu in je šlo tako naprej. In se je šlo naprej. Ja, midva sva v bistvu potem tudi, prej nisva želela zvedeti za spol otroka. Jaz sem imela sicer ves čas občutek, da je fantek. Mama se nikoli ne moti. Ja, močen občutek je bil. In potem sem sicer vprašala na enem pregledu enega pediatra in on reče, ja, sicer jaz nisem strokovnjak za to, da bi povedal, ampak meni se zdi, da je punčka. Ampak sem pa samo pediater. Pediater, no. Tako da v bistvu, ampak jaz sem imela kar tak občutek, da to kar ne moram se sprijazniti, da je punčka, ne. No in v glavnem pa se pa zvedela, da je v bistvu fantek. Ampak še preden se razvedela, to je bilo tako vmes, sva potem delala krčelja. Ja, zvečer sva naredila krčelja in ker pač nisva bila še sigurna, kaj je v resnici. Oziroma nisva verjela temu, ki je rekel, da bo punčka. Sva potem otročka krstila na Noeta in Evo. Tako da krčelja pa v bistvu poteka tako, da v bistvu izražaš željo, da bi Gospod tega otroka sprejel med svoje otroke. Tako da v bistvu izraziš željo, recimo Noe, jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. In v bistvu so potem midva z blagoslovljeno vodo naredila še križek na moj trebuh in tisti večer sva preživela v svečkah, pa malo sva pela. V bistvu v poročni sveči. Ja. Ja. Tako da. Pa če smo lih pri vsem tem tako nekako z enim takim mirom govorite, ampak a se je kaj zgodilo, prej ste govorili o teh vrednotah, ki so tako trdno ostale pred poroko, a ne, pa tudi po poroki. A se je kaj zamajala, ne vem, vsa ta prepričanja o diagnozi in vseh slabih napovedih? A je za kakšen trenutek prišlo? Da bi rekla, mogoče bi pa vseeno naredila splav, ne, to ni prišlo. Je bilo tisto vprašanje in strah, kako bo, pa kaj bo, pa negotovost, a bo zdaj Noe živel še en dan, ali še en teden, ali še en mesec, ali bo se dejansko rodil živ, pa bo potem živel samo kakšno uro,
ne vem koliko časa, bo dejansko živel. To je bil v bistvu strah in tako negotovost, kar res ne moreš planirati potem nič. Jaz sem pa tak človek, ki si rada za precej daleč naprej planiram stvari. Oba sva. Ja, in to mi je bilo kar težko, ampak da bi pa se kaj vrednote spremenile, pa se rekla, ker je res, on je brcal, on je odzival se na naju in tudi potem je bila ena ginekologinja, ki je rekla, kako pa to, da se niste odločila za splav? Ja, mislim, on se odziva, on pride zjutraj, pa se pritisne, pa počaka, da ga jaz pobožem, pa se odmakne, pa tako se dan začne, ne? In pač ne morem se jaz kar ga ubiti, ne? Tudi, mislim, se mi zdelo, ali zdaj ali pa poj, pač enak se mi zdi, ne? Ne morem pač ga kar ubiti, tako kot ne bi živorojenega otroka ubil sam zaradi tega, ker ne vem. Pa Peter? Pri meni je bilo pa zelo tako, no, po latinsko mu rekli, nomen est omen, ne. Kot ime je pač neke vrste, pač te vsem določa. Tako da, jaz sem Peter, pa je prav, da to neki iz skale izhaja, pa to tako, da je bilo kar trdno. No, čeprav Peter je bil tudi omahljivc, tako da. Odvisno pri čem, ampak v konkretni situaciji pri meni ni bilo dileme, no. Ja, tako In da tudi že takrat, takoj, ko mi je Neža povedala, v bistvu sva še pred v bistvu bolnišnico, kjer je imela pregled, naredila sklep, da v bistvu va probala to prepustiti Gospodu, pa se v bistvu sama pač potruditi, kolikor lahko, ampak čim manj sekirati, ker konec koncev vso to skrb otrok čuti. In da bomo pač probali ta čas, ki ga imamo, pa če je to en dan, ali pa ne vem, kolikor ga imamo, preživeti skupaj čim lepše, čim več pač se smejati, pa konec koncev imeti prijetno, da tudi otrok dobi dozo tega, ker hormone, ki jih ima mama, jih tudi otrok kasira. Ja, je pa no, enih, tako da je bil v bistvu po svoji diagnozi ime tudi, glih zaradi te vode, ki se je nabirala okrog njegovih pljuč, ker je pa pač na nek način on doživljal tudi nek tak vesolen potop. In na koncu je tudi premagal to, ker pač voda je v bistvu izginila, voda je v bistvu popolnoma izginila. Wow. Ja, z molitvijo, v bistvu sem imela na 14 dni preglede in vsakih 14 dni, ko sem imela pregled, reče, ja, tole se pa zmanjšuje. In v bistvu na zadnjem pregledu, ko sem ga potem imela, vode sploh ni bilo več. Tako da je bil res en tak velik čudež. Prej ste omenila zdravnike, da je ena zdravnica kar tako rekla, ne, zakaj ga niste splavili. Kako pa ostali? Kakšen so imeli odnos do Nojeta in kakšen so imeli odnos do tebe kot nosečnice? Drugač, so imeli res tak dober odnos. Moram reči, da imam tudi res zelo dobro ginekologinjo, ker mislim, sploh ni, da bi karkoli omenila splav, možnost splava in je tudi vedno mi naredila recimo veliko slik tudi v spomin, tudi če jih njej ne bi bilo treba, ne, čisto nič drugače me ni v bistvu obravnavala, kakor če bi bil otrok zdrav. Tudi v porodnišnici so ga vedno lepo pogledali, tudi res se mi zdi, da so lepo ravnali in z mano in z njim. Edini en tak komentar me je malo bolj prizadel, ko se je ena zdravnica popravila, je rekla otrok, potem se pa popravila plod. Smo tako, mislim, še vedno je otrok. Tako da to je edina taka slaba izkušnja, ki sem jo recimo imela, no. Drugače pa ni bilo tako. Ja, jaz sem imel slabe izkušnje samo s korono. Ja. Ker dejansko Nojeta, jaz prvič na ultrazvoku sem ga videl takrat, ko sva že vedela, da sem v srček postavila in da so pa zadnje minute. Ja, prej v bistvu ni smel nikoli iti z mano na pregled. Tako da. Takrat pa kako je bilo? Ja, imel sem, ne vem, imeli smo pol nekako pol urce dejansko, ko sem bil jaz lahko zraven in tiste pol ure sem moj srček postavil. Ja, no, v bistvu bilo je tako, da potem v 30. tednu jaz sem dobila najprej, malo mi je bilo slabo, pa mečkam vročine sem dobila. To je bilo čez vikend. Ja, čez vikend, tako da, ampak se mi je zdelo, okej, ja, mejhan manj brca, zaradi tega, ker se pač tudi jaz slabo počutim, saj mislim, je normalno, ker pa se tudi on malo bolj slabo počuti. Tako da v bistvu potem pa začel se v nedeljo, v ponedeljek je tako, je še brcal, pa se premikal
Potem v torek pa ga res nisem, se mi zdelo, da se skoraj nič ne premika. Ne. In sem šla v bistvu v porodnišnico na pregled. Tam so mi potem, ker sem bila že toliko noseča, so mi naredili CTG in na CTG-ju se je še premikal, ampak v bistvu so potem ugotovili, da že ta CTG ni bil v redu. In ko sem jaz, so rekli, da ne grem še na pogovor z zdravnico, tam pa zdravnica meni, ja, bomo šli na zdaj imamo urgenten carski rez. In jaz najprej sploh nisem vedela, da to zame velja, ker je bila tam lih ena ženska, ki je tudi bila lih, da bo rodila, ne, sem se to njej govorijo, ne. Tako da, pa so pa rekli v bistvu, da srček ne dela v redu in da bi šli na urgenten carski rez in so me v bistvu dali že v porodno. In je na srečo lih takrat prišla potem ta zdravnica, ki je meni ves čas v porodnišnici delala ultrazvoke, da je naredila še ultrazvok, je rekla, da se mečkeno umiri, da bomo počasi, da pogledamo, kaj se v resnici dogaja in v bistvu so pri njemu samo še plapolale zaklopke. Ni bilo več, da bi srček dejansko stiskal. In je bilo v bistvu tako, da so rekli, da tudi če bi ga v bistvu, če bi bil zdajle že zunaj, ga ne bi mogli rešiti. In tudi če bi že prej prišla, je zelo majhna verjetnost, da bi dejansko ga lahko rešili. Tako da v bistvu potem sva imela še nekaj časa, da sva se poslovila, so nam pustili prostor in tudi ultrazvok, da V bistvu v porodni sva. Ja, da sva ga lahko še v bistvu prek ultrazvoka pogledala in se tako poslovila. Tako da potem pa sem imela dva dni kasneje sem imela potem sprožen porod. Ki je pa sicer zelo lepo potekal, brez kakšnih posebnosti, tudi v bistvu od takrat, ko mi je voda odtekla, sem v 2 urah rodila. In tudi v bistvu potem sem imela 2 uri časa, mislim, toliko sva si ga vzela, drugače bi še več si ga lahko, sem imela čas z njim, da sva ga imela pri sebi. V bistvu 2 uri, preden je utrujenost zmagala, ne? Ja, mi je vseeno bilo že kar pozno zvečer in jaz sem imela kar že skoraj cel dan popadke. Tako da, pa sem tudi rekla, zdaj ne morava ga kar, mislim, imeti, enkrat, da bova mogla dati od sebe. Zdaj, duša je že šla k Gospodu, a ne, telesa se ne mora oklepati. Tako da, in sem imela res lepe trenutke, tako da so nama je tudi v bistvu naredilo tiste nogic in tako spominsko. In tudi v bistvu so z njem potem res lepo ravnali, tako kot z živim dojenčkom, no. Torej, to sta bila v Ljubljani. Ja. Zelo sočutno osebje iz te pripovedi. Ja. Res so lepo ravnali, res tudi ta možnost, da sta bila ob njemu v teh zadnjih trenutkih oba, a ne, tudi preko ekrana povezana, je res en zelo velik dar. Ja, v bistvu, jaz sem imel občutek že med vožnjo, takrat na tisti ultrazvok, ko v bistvu sem jaz prvič ga videl, ko smo molili tlele lih proti Prstanžičah, smo se peljali, jaz sem dal roko lepo na nežen trebuh in sva molila. In v tistem času sem dobil 3 šibke brce, direkt tako zaporedoma v sredino dlani, kot da bi se še on hotel posloviti tudi od naj. Tak čaroben trenutek. Ja. Kako pa zdaj, po tem porodu, kako je bila samo žalovanje, kako so za vaju zdaj ti dnevi, tedni po V bistvu so tako vzponi in padci. Kakšen dan so malo boljši, kakšen dan imajo kakšna stvar, kakšen trenutek, kakšen dogodek spomne. Nama je zelo pomembno, da so v tem skupaj, da nisem recimo jaz sama, ne, da sva res en drugemu v oporo in tudi meni recimo je potem zelo veliko pomagala, tudi so pomagali vzgojniški tedni, ker sem bila približno 2 meseca po porodu, kjer sem lahko o tem govorila in so drugi poslušali in se o tem pogovarjala in v bistvu dala to ven iz sebe. In tudi v bistvu, ker je bil tak čas, ki sem ga lahko preživela v naravi, pa sem bila z ljudmi, nisem bila osamljena in čas z Bogom res mi je tako,
se mi je zdelo, da sem lahko pustila Noetu, da gre. Ker se mi je zdelo, da prej sem se ves čas oklepala njega, oklepala teh spominov, joj, zdaj bom pa pozabila, kakšen je bil občutek ga imeti v rokah, pač take stvari. Takrat se mi je pa potem res zdelo, da te pa lahko pustim, da greš. In tako, ker recimo morajo starši pustiti svoje otroke, da grejo od doma, se mi zdi tudi, da moram jaz zdaj njega pustiti, da gre. Da sej se ves čas gleda, ves čas je z nama, se vrača k nama, ne, samo jaz mu moram pustiti, da on gre in ga ne na silo držati. Tako kot moraš možu pustiti, da pride do besede kdaj, ne? Ja, ne, sej, to je drugač, vse, kar je povedala, je čist res. Čeprav mene recimo je pa najbolj na pogrebu odlegal, ker dejansko sem imela priložnost zaradi njegove starosti, pa teže in vseh okoliščin, da je pač sva ga lahko tudi pokopala po lastnih željah in tudi razmere so takrat dopuščale, tako da dejansko smo pri nas v župniji ga normalno pokopali, da kot temu rekli, če to obstaja. In meni je takrat v bistvu zelo, zelo odleglo. Pa potem tudi, ne vem, tako, večino časa čutim njegovo navzočnost, pač tako res blizu. Je bil pa obdobje, ko pa nisem čutil popolnoma ničga, takrat je bila pa Neža na vskovnici, takrat ga je pa ona čutila. Tako da sva imava tako zelo, ne vem, zgleda izmenično pa znajo, takrat, kad bolj rabva. In je vsa ta, ne vem, proces žalovanja dosti lepo pa potekal. Jaz sem se osebno bal, da bo veliko težje in hujše se tem soočati. Je pa tudi res, da midva sva takoj že prej sklenila, da pač bova o tem govorila. In ne bova pač tega držala zase, pa sama predelovala, ampak bova govorila in z domačimi, bližnjimi, pa v bistvu z vsakmu, ki ga bo to zanimalo konec koncev. Kako ljudje to sprejemajo? Ali so kakšni taki komentarji, ki so boleči, ali lahko sprejmejo vajino zgodbo, vajin pogled na to, da ste ga obdržali? Nekateri so malo tako, ja, saj ste še mlada, saj bo še čez otroke, to te mehko prizadene, pač njega ni zdaj z nama, pač ne more ga, nihče ga ne bo nadomestil. Ampak po drugi strani so pa v bistvu slišala zelo veliko zgodb podobnih, o katerih se prej ni govorilo. In to od precej bližnjih prijateljev, znancev. In so povedali, da so imeli, ne vem, tudi oni splav, da so, ne vem... težke diagnoze. Ja, težke diagnoze. In, ne vem, mene je zelo presenetilo, da so bila na eni maši, v eni drugi župniji. In so kar k mene hodile gospe, ki jaz sploh nisem poznala. Ja, jaz sem tudi rodila mrtvega otročka, moj je tudi umrl takrat. Jaz sem imela tudi splav, nisem tako, jaz se sploh ne poznam. Ampak, mislim, tako se mi je zdelo, da v bistvu to, kar sva midva začela govoriti, je terapevtsko delovalo na naju in tudi na druge, ki so ugotovili, da lahko o tem spregovorijo. Zelo veliko je bilo. V bistvu na koncu so ugotovila, da ona prva trditev, da take stvari se pa ne dogajajo, oziroma se drugim dogajajo, oziroma se redko dogajajo, sploh ni res v bistvu. Ja, res. Ker sva od toliko ljudi izvedela zelo podobne zgodbe, ki jih pač niso nikomur razlagali, ker se o tem ne govori. To je, ne vem, a temu rečemo Slovenija, ali rečemo, ne vem, ali je drugod podobno. Zdaj v konkretnem primeru, ja, se zadrži zase, to je sramota družine, ali kako temu rekli, po svoje, čeprav ni. In potem držiš zase, pač bolečina družine, mogoče boljša. Ja. In iz tega je res tako bilo, sva bila popolnoma po svoje, sva začela dojemati tudi nek smisel Noetovega kratkega življenja, ker to, kot je on dobrega naredil, v bistvu prek tega ga redko kdo. Kljub temu, da je komaj nekaj mesecev, zdaj si omenil, da sta se nekaj naučila. Kaj so te, že mogoče, če tako rečemo, nekaj sadovi ali pa spoznanja te preizkušnje? Ja, na prvem mestu to, da če je neka bolečina, tako kot je, ne vem, v Svetem pismu je že rečeno, da pač v bistvu, če enega boli, mora boli tudi druga, in ostale. Da pač ta bolečina ni samo tvoja bolečina, ampak jo lahko daš ven, da
jo je najboljš deliti z bližnjimi konc koncev, oziroma v krogu, kjer se počutiš udobno. Ok, midva sva se odločila za precej širok krog, to je res. Ampak, Zdaj bo ta krog postal še precej širši. ups, kaj ne. Ampak ja, to je po moje, vsaj pri meni osebno tista glavna stvar, ker ostalo sva pa se mi bolj potrdile te odločitve, ki sem jih že prej imel. O sprejemanju vsakega življenja, o tem, da Bog že ve, zakaj nekaj dela. Tudi če mi ne razumem, pa se ne strinjamo, pa ga niti približno ne razumem, takrat, ko je čas za to. Ne? Ampak konec koncev, na koncu bo pa vse dobro. Ja, jaz pa v bistvu predvsem to zaupanje Gospodu. To, ko v bistvu, ko molimo Oče naš, Zgodi se tvoja volja. Tvoja volja. Glej, jaz tukaj ne morem nič, pač jaz sem samo en mehen človek, pač samo orodje v tvojih rokah. In pač ti že veš, kaj je prav, kaj je najboljš zame in kaj je najboljš za svet, konec koncev, če to izkušnjo podeliva z drugimi. In jaz sem se predvsem to učila skozi to preizkušnjo, da sem res zaupala. Zgodi se tvoja volja, jaz bi pa rad nov avto, pa nova soba je bila tudi fajn, pa računalnik lahko še tazga zrihtaš, daj. Nekako ne gre tako. Ja. Ja. V bistvu Noe zdaj pušča svoj pečat v življenjih mnogih ljudi, a ne? Tako kot sta rekla, to v bistvu ni bilo samo za vaju, ampak za mnoge druge ta zgodba in zdaj se bo lahko dotaknil še več ljudi, a ne? Gotovo je še več teh družin in posameznikov, ki mogoče še trpijo v tišini in bojo glih preko vajne zgodbe zdaj lahko prejeli en mir, eno potrditev svojih občutkov, da jim je dovoljeno žalovati, da jim je dovoljeno imeti enako rad takšnega otroka, ne? In ga tudi sprejeti, ker je vsak otrok res darilo. Ja, upava, da bo res tako, pa tudi če kdo, sva že malo debatirala, v smislu, da če kdo želi, da pa ne ve, s kom bi to spregovoril, tudi komu najprej bloga dostopa. Odlično. In reče kakšno. Ja, še enkrat, kako je naslov vajnega bloga? Z roko v roki. No. Hvala za to možnost, da lahko tudi se na vaju obrnejo. Sem ravno hotela vprašati za kontakt, pa sem si mislila, da bom preveč predrzna. Tako da hvala, Peter, da si sam omenil. Sva tudi midva že pred tem razmišljala in sva rekla konec koncev, ja, midva imava veliko ljudi, ki podobno razmišljajo, ki jim pač zelo zaupava in ni problema najti, s kom začeti govoriti tako stvar. Ker vedno začeti je najtežje, a ne? Pol, ko enkrat že govoriš, je veliko lažje potem razširiti krog. Je pa to zdravilno tako za naju, kot za tiste, ki recimo se s tem še soočajo. Tako, in mi dovoljenje žalovati, Ja. mi dovoljenje jokati, a ne? Tudi dalj časa, ker žalovanje je tudi v valovih, a ne? Si boljš, si slabš, pa si čez leto pa pol mogoče še slabš, kot si. Ja. A ne? In tako take stvari se prihajajo v valovih in je dobro si dovolj čutiti vse to. Pa pride otroška ali pa mladinska maša, pa je zbor pesmi tak na pogrebu, ja, itak, da ne moreš se veseliti skupaj z ostalimi. Je pa tako, da včasih mi kdo reče, joj, pa tako dobro izgledaš, a ne? Mislim, ja, kaj ne zdaj? Jaz se usedem v kot sobe, pa tam prečepim preostanek življenja ali probam živeti naprej, ne? Neža klet bi bila boljša. Ja, no, tako da se mi zdi, da tudi to, da grem naprej in da se ne ustavljam zdaj, da ne pustim kar celega življenja, da grem in mene zaradi tega. Jaz bi vas za zaključek našega pogovora še vprašala, kaj bi vidva svetovala nosečnicam ali pa parom, ki se zdaj v tem trenutku srečujejo s tako preizkušnjo, s tako nosečnostjo, z različnimi diagnozami? Jaz bi rekel, na prvem mestu ne se bati spregovoriti. Naslednja stvar, da morajo bodoči očetje imeti pač tle velik vpliv, oziroma ga imajo velik vpliv, veliko večji, glede na to, kar sem midva govorila s pari, ker se je marsikdaj tudi izrazila ta strah pred tem, kaj bo, če se to zgodi, ker se zavedajo, da pa fant oziroma mož ne sprejema tega, oziroma je proti takemu
pristopu k življenju. In kar nekaj stisk najinih prijateljev pa znancev, tudi v tem vidiku, da češ, kaj pa, če se to zgodi, ker vem, da moj dragi ni tako naravnan. Tako da pač tle je nujno, da bodoči očetje oziroma očetje podprejo žene in jim stojijo ob strani, ker takrat zelo rabijo to podporo in če se že, ne vem, tisti, ko v poroki o dobrem in slabem, ja, dobrem in slabem. Ne zdaj dobrem, dokler mi paše, pa v slabem tudi dokler mi paše oziroma dajmo. Ja ne, stojimo ob strani. Zelo pomembne besede za može. Hvala. Ja, pač meni se res zdi, da brez Petra jaz ne bi zmogla. In tudi v bistvu ženske, ja, mislim, saj ne pride v ženska sna zaradi nje otroka, ne. Mislim, je tudi stavbava tema, ne. Ni zdaj samo recimo ženska kriva za to, da tazga otroka nosi, kar se je recimo davno nazaj mislila, da zdaj pa zato, ker ga ženska nosi, pa on tega kriva. Ne, pač tle je res velika podpora moškega spregovoriti, pa tudi v bistvu poiskati pomoč. Se mi zdi, da ženske niti ne znajo poiskati pomoči in potem tudi, ker se toliko oglašuje splav, oziroma vsi stremijo samo k splavu in potem, ja, logično, da potem vidiš edino možno rešitev tle. Koliko pa je obstaja recimo ljudi, ki bi recimo pa želeli posvojiti otroka, ker ga ne morejo imeti, ne? Dobro, že zakaj bi bilo treba otroka posvojitev sploh dati, ne? Ja, no, mislim tudi tako, recimo, kad so kakšne finančne stiske, to se lahko pomaga, pač vse se lahko pomaga, tle res ni. Če kaj pa ti praviš, da splav ni edina rešitev? Ne. Te reklame pa še nisem videl. Ja. Neža in Peter, hvala vama za vse besede, za vso spodbudo. Naj vajne besede dosežejo čim več src, sploh tistih, ki mogoče so zdaj v taki preizkušnji, da si najdejo pomoč, da se obrnejo na nekoga. Mogoče samo še, ko smo ravno pri pomoči, koga ti svetuješ, na koga naj se obrnejo, ko so v taki stiski? Zdaj, recimo, prijatelji, družina, to je sigurno so prvi ljudje, potem pa naprej, recimo, zavod Živim, tle so tudi sami taki ljudje, na katere se da obrniti, tudi recimo duhovniki, tudi te so... Nama bili precej v pomoč. Ja, nama bili zelo v pomoč. Predvsem pa govoriti, če vsak koga pozna, ki pozna nekoga in... V Sloveniji je itak mene in se vsi poznamo. Ja, in potem samo spregovoriti je treba in se bo že našel, da nekdo bo pa, ki bo lahko ponudil neko pomoč. Tudi če je to samo pogovor ali pa samo poslušanje konec koncev, ker že to največ pomaga, da bi se ti lahko to daš ven, da nekomu poveš. Zdaj, če z tega vidika pozna nekoga, bila je teorija par let nazaj, da se baje vsak v 6 korakih lahko prije do enega terorista, tako na ta način. Zakaj ne prišel do nekoga, ki pač dejansko lahko nam pomaga? Poznam nekoga, pa čez slovensko okolje, ja, 2-3 koraki pa celo Slovenijo pokrijemo brez problema. Torej spregovoriti. Ja, to je ključno. Tako, kot pravijo, vsak problem se razpolovi, ko ga poveš, in vsako veselje se pomnoži. Ja, tako. Pa vsaka skrivnost ni več skrivnost. Tako. Hvala vam še enkrat. Ja, in vam želim čim prej eno srečno nosečnost. Pa pol še eno. Ja, mi da imamo tudi take majčke. No, promocijske za našega župnika sicer, ampak že tretja reklama danes kar. Ja. To so v bistvu oratorijske majice, sicer z oratorija Zaupam, zato si upam. In približno to tudi v stari grščini tole piše. Zaupam, zato si upam. Ja, to je oratorij Estera bil, kraljica Estera, lani. Ja, mislim, da. In v bistvu, ko je župnik to sliko ustvarjal, je naredil zelo lepo prispodobo, ker sem videl tudi med vožnjo zdaj še malo razmišljala, češ, ja, dobro sva zbrala. To so v bistvu, kolikor se jaz spomnim, malo cinki na kavi. Torej, malo pene, malo različne stvari. Je malo improviziral, kaj lahko naredi in je malo zakrožil in je ratal to.
Torej, to je bila fotografija potem obdelana, da je tole prišlo. To ratalo. Ampak, če gledaš tako bolj, ko si na robu, veliko dlje je pač vse odstranjeno, pač vsi, tudi vsak korak je delač. Bolj, ko zaupaš, bolj, ko greš bližje noter. Bolj, ko greš proti Bogu in zaupaš, bolj si skoncentriran. Bližje imaš pomoč in vse. Ja, tako da. Ostajati znotraj kroga. Znotraj kroga. Čim bližje, drugače te hitro nese. Pa tudi konec koncev sej pri Bogu in pri prijateljih konec koncev. Če slučajno kdo, ki je neveren, tudi tole posluša, ni to samo na Boga vezana, ne? Bližina ljudi, ki nas podpirajo, ki nam želijo dobro. In vse se steka v eno, skupaj. Ja, res je, v ljubezni smo vsi povezani. Ja. Hvala za vajen čas in vse dobro še naprej. Hvala za povabilo. Hvala vsem donatorjem in podpornikom, ki nam s svojim darom omogočate kvalitetno delo. Brez vas, našega poslanstva, osveščanja in pomoči nosečnicam in družinam v stiski, ne bi zmogli delati v tako velikem obsegu. Hvala vam. Toplo vabljeni, da po svojih močeh darujete za nosečnice in družine v stiski, katerim bo zbrani denar v celoti namenjen. Podatki za nakazilo so izpisani na ekranu, lahko pa nas pokličete na katero izmed spodnjih telefonskih številk in vam bomo na dom poslali položnico. Hvala za vaš dar.